Dobrodošli v današnjem Ad hocu. Danes bomo govorili o športu. Z nami je sekretarka Športne zveze Koper, Anja Stanič. Anja, dobrodošla v moji družbi. Kako si? Kako preživljaš poletne dneve? Kar delovno, no, bomo rekli. Je pestro? Je pestro na Športni zvezi celo leto. Tako, tudi poleti, ko se zdi, da je tako zatišje, pa dejansko ni. Rekla si, da te moramo vprašati, za koga navijaš na svetovnem prvenstvu? Ja, zato ker sem hotela povedati, da sem navijala za Bosno. In kako si doživela ta poraz? Si gledala, spremljaš tekme tudi po noči? Sem si navila budilko ob 2 in potem sem seveda budilko prespala in ko sem pogledala, kakšen rezultat je bilo že 2:0 in sem kar spala mirno naprej. Sem bila vesela, da so prišli do tle, ker so prišli in da v svetu ve, kje na zemljevidu je Bosna in Hercegovina. Bi pa navijala za Slovenijo, če bi tam bila verjetno. Absolutno, ja. Evo, Anja, danes bomo govorili o športu. Povej mi za začetek, kaj tebi sploh pomeni šport? Kako si pristala v tem svetu, v teh vodah? Način življenja. Jaz vedno rečem, da sem rastla v športni dvorani Burja na Škofijah. In ja, tako nekako tam sem se spoznala s športom, z rokometom, s futsalom, s športi žogo, ki jih imam zelo rada. Sem imela to srečo, da pač tata se ukvarja s futsalom in da je takrat, ko sem bila jaz majhna, zelo dobro živel rokometni klub Burja Škofije. Tam sem pač naredila svoje prve rokometne korake in to me je potem pospremljal šport. In ne znam iz športa in tudi ne želim iz športa. Tako. Ti si še s čim ukvarjala, poleg športa, ko si bila majhna? Ma ne, bolj ko ne je bil šport. Tako, razen tega seveda sem mogla hoditi v šolo, ne? Šport je bil glavnina mojega življenja, pač preživljanje prostega časa in tako vse je bilo nekako povezano s športom, tudi ko nisem trenirala, sem rolala, tekla, igrala tenis, vedno je bil šport. Nogomet, futsal sem igrala, futsal je tako bila ena moja velika želja, da bi jaz futsal trenirala. Pa je bil ženski klub tukaj, futsal? Ne. Ali si s fanti trenirala? S fanti. Si bila edina? Ja, v Bronxih, ne, pač pri tatiju, jaz in še ena moja sošolka smo šli na par treningov. In pa, ko ugotoviš, ne, da si edina punca, dejansko te je kar minilo. Tako da zdaj sem ful vesela, ko vidim, da dejansko v ekipah mlajših igrajo tudi deklice. No. In si bila kos fantom? Dajmo reči, da se ne spomnim. Ja. Evo, zdaj te dosti srečujemo na raznih športnih prireditvah. Kraljica koprskega športa, alfa in omega Športne zveze skupaj s Primožem Marinkom. Kako si pristala v Športni zvezi, kdaj je to bilo? V bistvu sem na Športni zvezi zdaj bo dobre 3 leta, pristala sem bolj ko ne, pač po naključju je bil razpis za prosto delovno mesto, jaz sem se prijavila in sem bila uspešna, tako da pač tedanji predsednik je bil še Arturo Stefe, je pač videl v meni nek potencial in tako bom rekla, nikoli si nisem mislila, da bom opravljala to delo, ki ga zdaj opravljam, ampak je to delo ratalo tudi moj način življenja, tako da je zelo težko kakšenkrat ločiti, kje se služba konča in kje začne zasebno življenje, ker je tako zelo lepo prepleteno, ena fuzija vsega tega in mi je tako tudi všeč. Ja. Kaj je glavni namen, glavno poslanstvo Športne zveze Koper? Ja, zagotovo je to zastopanje interesov koperskih športnih društev in klubov, ki so včlanjeni v Športno zvezo Koper. Trenutno smo pač ena taka velika pisana družina 78 športnih društev. Veliko delamo s temi športnimi društvi in se trudimo za promocijo športa nasploh, rekreativnega, potem tudi do kvalitetnega in vrhunskega, seveda skupaj z društvi promoviramo njihove panoge in discipline, s katerimi se ukvarjajo. Koliko časa si ti že tam? 3 leta bo, 1. novembra 2026. Tako. Kako se je spremenilo delovanje Športne zveze od tega, ko si prišla, mogoče še prej, če poznaš? Toliko ne poznam zgodovine, mislim, tako bomo rekli, da kot napredujejo vse stvari na tem svetu, tudi Športna zveza se je mogla nekako prilagoditi programsko, z delom, z aktivnostjo, ne vem, tudi glede tega, kako se promoviramo. In ne bom rekla, da sva jaz in Primož, bili so temelji že prej dobro postavljeni, ko je bil še bivši sekretar in predsednik. Dajmo reči, da sva pač potem s to najino nekako prizadevnostjo nekako naredila en korak naprej, tudi v komunikaciji z društvi, veliko več projektov se izvaja, predvsem za otroke in mladino, prej se je večinoma za splošno odraslo populacijo in starejše, tako da zdaj moram reči, da res tudi s pomočjo koprskih športnih društev in klubov pokrivamo res celotno starostno piramido, od otrok in mladine, potem do splošne populacije, do starejših in trudimo se tudi vključevati osebe s posebnimi potrebami, z različnimi oblikami invalidnosti. Poslala si mi seznam teh aktivnosti čez celo leto. In kar dolg. Ja, dolg seznam. Kdaj je najbolj pestro? Je to zdaj poleti, ko so na počitnicah otroci? Je to čez celo leto? Kako je razporejeno? Tako bom rekla, dela je konstantno čez celo leto in potem so tukaj viški. Naprimer, zdaj en višek je za nami zagotovo meseca maja. Naš zadnji projekt je bil 23. junija Olimpijski dan.
Tako da smo gostili našo olimpiko Anjo Osterman, sedaj Apolonijo na osnovni šoli in vrtcu Ankaran. In dejansko so se zdaj ti projekti od mini olimpijad, vetrolesek, teh športnih dnevov po šolah nekako zaključili, ker tudi pač ta šolski del gre na počitnice. In v bistvu sedaj mi čez 14 dni začenjamo z varstvom otrok, športnim varstvom otrok, ki se imenuje Hura prosti čas. In ga bomo v bistvu izvedli v 2 terminih, julija in avgusta. Vmes pa seveda je delo administracija, priprave na dogodke, je treba veliko klicati, narediti program, prijavo prireditev, tako za vse je treba poskrbeti. Ni samo izvedbeni del, je tudi veliko administracijo zadaj in pač to se postorim jaz, seveda s pomočjo mojega predsednika, ki mi v marsikaterem pogledu zelo olajša delo. Kdo pa se spomni teh projektov, kako prijete do njih, kje pade ideja? Nekatere smo, kot sem rekla, podedovali, kot so že res tradicionalni, kot so Koprski šport na dlani, 23. septembra, uživamo ob morju, odprta vrata koprskega športa mini olimpijade. Je pa na športni zvezi tako, da nekaj imamo lastnih projektov, nekaj pa je projektov v sklopu izvajanja regijske pisarne. Koper je pač Športna zveza Koper je nosilka regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije za regijo Južna Primorska, tako da imamo ta del teh olimpijskih projektov. To si tudi glavna? Ja, v bistvu jaz zdaj bo avgusta 1 leto, odkar vodim to regijsko pisarno. Tako da moram reči, da mi je tudi to zelo všeč. Ne gledam na to kot dodatno delo, ampak res so dobri projekti. Šole jih imajo radi, tako da res gre lepo z roko v roki z mojim delom sekretarke na Športni zvezi. No, kar sem želela reči je to, da so določeni projekti že tukaj bili obstoječi, še pred Arturotom je bila še predsednica Sonja Polšak, potem pa nekako jaz, ko sem se tu zaposlila, sem začela razmišljati, kako bi lahko vključili tudi mlajše otroke, mladino, glede na to pač, da prihajam iz vrtca, da sem delala kot vzgojiteljica v vrtcu. In tako so potem nastali vsi ti programi dejansko športnih dnevov v vrtcu. Hura prosti čas, na primer, smo začeli pred 3 leti, je bil to samo 3-urni program, letos imamo že celo varstvo 8-urno, ki ga lahko ponudimo staršem. In tako nekako malo razmišljaš, kaj bi, kaj ne bi, in potem z dobro podporo seveda društev in klubov, ki nam omogočajo izvedbo vseh teh kvalitetnih programov, se da dejansko izvesti prav vse. Kako se pa razlikuje recimo delo z otroki ali pa potem si rekla tudi, da imate s posebnimi potrebami pa starejšimi osebami? Ja, vsako obdobje ima neke svoje značilnosti, tako da jaz sem tako rekla, da jaz pri svojem delu naprimer uporabim zelo podobne metode. Pri otrocih se uporablja veliko metoda igre in bolj kot neka usmerjena vadba. Jaz vedno rečem, da otroci se gibajo, otroci ne športajo, dokler se pač ne odločijo za eno splošno panogo. Tako. Pri odraslih je tako, da so bolj ciljno usmerjeni, oni že vejo, kaj bi želeli. Zakaj so tam? Zakaj so tam, ja. Bom pa tako rekla, da za zelo, zelo, zelo motivirane, konsistentne in konstantne veljajo po mojih izkušnjah in tudi po izkušnjah naših vaditeljic pa starejši. Pač res 65 plus, oni so tako, bom rekla, redni, zagriženi, prav z užitkom jih je videti, kako redno hodijo na te vadbe in dejansko naše skupine, ker izvajamo pač to rekreacijo za starejše, pokajo po šivih. Tako da sem res sem vesela, da je tako. Torej interes je velik pri vseh starostnih kategorijah, ne? Je kar, ja, bom rekla, tako, res. Dajmo reči, da mogoče ta delovna aktivna populacija, mi smo vsi tako obremenjeni, zasedeni, služba, družina in tako, tukaj se najbolj upadajo ta nihanja, tako. Ampak je to razumljivo. Se ti zdi, da je bilo včasih manj teh aktivnosti, delavnic za ljudi? Tako je. Ko si bila ti mlajša? Ko sem bila jaz mlajša. Ja, ko sem bila jaz mlajša, nisem bila niti pozorna toliko na to, koliko je teh nekih rekreativnih vadbenih skupin, ker se sama nisem začela s tem ukvarjati. Moram pa reči, da je velika izbira in da zagotovo lahko vsak najde nekaj zase. Predvsem pa bi jaz pri vseh spodbudila to, da naj najdejo notranjo motivacijo, ker veliko lahko naredimo sami že doma, z nekim sprehodom, z nekim lahkotnim tekom, z nekimi osnovnimi gibalnimi elementi, kot so počep, skleca, res ni nam treba veliko, da se dobro počutimo. Če pa potem se to pač dogaja še pod vodstvom nekega usposobljenega, izobraženega kadra, toliko boljše. Pestro je tudi zdaj poleti. Otroci imajo radi vodne športe. Kako jih usmerjate v tem času? Več date poudarka na te aktivnosti? Ja, jaz bi rekla, da zagotovo, glede na to, da živimo ob, v in na morju, je to naša največja telovadnica na prostem.
in je zagotovo treba izkoristiti to danost, ki nam je dana in imamo dejansko privilegij, da živimo tukaj. Ja, otroci, ne samo otroci, mislim, da vsi imamo radi vodo. Na Športni zvezi imamo projekt Uživajmo ob morju, ki ga bomo letos izvedli 7. avgusta v Centru vodnih športov, kjer sodelujemo z društvi, ki se ukvarjajo športi v najin obvodi in se lahko pač tam dejansko vse brezplačno preizkusi. To je namenjeno vsem, verjetno, ne? Vsem. Ali samo otrokom? Ne, otrokom, res vsem. Vsak nekaj najde. No, tako. Zdaj, tako bom rekla, da jaz opažam pri naših projektov, da se v te aktivnosti najbolj vključujejo otroci, so najbolj sproščeni, oni bi vsi želeli probati, ne? Tako da jaz res pozivam tudi odrasle, da se malo sprostimo in da kar skočimo v vodo z otroci, ne? Ti tudi skočiš, ne? Verjetno. Jaz tudi skočim v vodo, ja. Evo, prej si omenila že Hura prosti čas. Koliko časa traja ta projekt? Je to na tvojih Ja, ta projekt idejah smo začeli nastalo? pred 3 leti. V bistvu sem prvič naredila prijavo takrat na Zavod Planica, sploh nisem vedela dejansko kaj pričakovati in je bil uspešen. Program je brezplačen, potem pa imajo starši opcijo še kosila, ki ga doplačajo, res zelo simbolična cena in še dodatnega varstva. Tako da, kar se pa tiče tistega 4-urnega športnega programa, mi začnemo z programom ob 8 zjutraj do 12. To je pa za otroke popolnoma zastonj, vmes jim ponudimo malico, pijačo, v bistvu letos imamo tudi zajtrk, ker smo že zgodnji, pa potem malico, pa potem kosilo, kdor se odloči. To poteka na Škofijah? V športni dvorani Burja. Pa tudi vodni športi pa so potem na morju, ne? V Centru vodnih športov. No, tako da zdaj letos je prvič se nam pokazala dejansko možnost, da bi lahko združili Hura prosti čas tudi z obiskom bazena oziroma Centra vodnih športov. Seveda bomo videli, kako bo potem s prevozom, to je tudi en finančni zalogaj. Bom pa tako rekla, da se bi se tudi zahvalila Mestni občini Koper, da je v teh projektih videla potencial in da nam tudi pač nekako tako nam pridejo naproti, da se lahko ti dobri programi pač izvedejo, ker kot vemo je to za Športno zvezo tudi velik finančni zalogaj, ampak res sem vesela, da se stvari zelo premikajo v smer, v katero si želim jaz in seveda tudi občina Koper. Koliko so stari otroci na Hura prosti čas? Od 4 do 11. Tako da je kar raznoliko. No? Si rekla prej, da se ukvarjajo z različnimi športi, tam spoznajo različne športe. Kdo potem trenira njih, so to zunanji izvajalci, je težko prepričati? Tako naredimo. V bistvu jaz sestavim program, da ga lahko izvedemo z sodelavkami tudi same. Zdaj pa, če se kakšno društvo vključi, je to itak dodana vrednost, da dobijo pač res od strani trenerja z nekega društva, naprimer rokometa ali pa košarke ali pa plesa, futsala, pač res tisti pristni stik z določeno športno panogo. Drugače pa vse poteka preko igre, ni samo šport. Lani smo imeli plazilce na obisku, pa potem, ne vem, smo pekli palačinke, pa se zabavali z balončki, šli na pohod, sprehod, na mizoteniški dan smo imeli in tako res se potrudimo narediti čim bolj pestro. Je pa res, da je naprimer julijski termin, čas dopustov in dajmo reči, da tukaj je potrebno največ neke, tako bom rekla, največ nekih idej, kako zapolniti ta čas, ker 4-urni športni program za otroke, naprimer 4 leta staro, je kar zalogaj. So kar utrujeni potem, ampak niso prijetno utrujeni. Tako da, zato jim bomo letos ponudili še pač neke umirjene dejavnosti, da lahko počakajo starše, ko leti končajo službe in jih pridejo po nje. Ker prej smo končali program okoli 13:30-14 in je to res tako vmes, ko veličina staršev ne more priti po otroke. Že jaz vem, da ne bi ob 14 mogla po otroka. Je pa to staršem v redu, da so takšne delavnice, aktivnosti? Jaz mislim, da ja. Odziv kaže, da ja. Sprejmemo seveda omejeno število otrok, ker pač moramo upoštevati varnostne normative v IZ. Če bi bilo po moje, bi izvedli še več terminov, še več otrok sprejeli, ampak glede na to, da imamo zdaj 2 termina, začeli smo z enim, se tudi to premika vnaprej. Mogoče pa bomo drugo leto še v kakšnem drugem kraju to izvedli. Se pa otroci se vračajo radi? Ja. Že vse poznate, verjetno se oni med sabo poznajo tudi? Se poznajo in jaz jih poznam in tako, če ne iz tega programa, pa iz katerega drugega. Res, ja, tako da so zelo prijetni, tako res. Mislim, radi se vračajo, to je pač tudi dokaz, da delamo dobro. Ja. In to je tudi verjetno največje priznanje in ko so otroci zadovoljni. Ja, ker otroci so taki najbolj iskreni in tako kar kritični, no, in če ni dobro, oni povejo, ne, brez zadržkov, če jim ne bi bilo všeč. Te potem tudi spoznajo tako po Kopru, ti pomahajo? Ja, se poznamo. Starši tudi ste verjetno dobro. Ja, tako, dajmo reči, da res se spletajo take lepe vezi preko športa in tudi dekleta in strokovne delavke, ki so del tega Huraja, jaz jih moram zelo pohvaliti. Morajo imeti rade otroke, verjetno, predvsem, ne? Morajo imeti rade otroke, morajo spoštovati otroke in meni je zelo pomembno, da imajo
ta čut za otroke in če se le da tudi neko izobrazbo oziroma se šolajo, nekakšni predšolski, ne vem, zgodnje učenje ali so naredili srednjo šolo vzgojiteljsko ali imajo neko izkušnjo iz športa, ker je potem res lažje vse to nekako voditi. Ne? Tako da zaenkrat vse pohvale, brez njih ne bi zmogla. Res ne. Prej si že omenila tudi, da sodelujete z vrtci in šolami, greste tam v goste. To sami pokličete šole, vas oni najamejo, kako je s tem, sodelujejo? Oboje. Zdaj, ko imamo mini olimpijade, ki je projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, pač pošljemo razpis, ne, najavo in se potem šole prijavijo. Zdaj, v tem spomladanskem delu smo za mini olimpijadami zaključili. Sem že tudi poslala v najavo mini olimpijade, ki bo na svetovnem pokalu v plezanju, tudi tradicionalna. Tukaj lahko gostimo več šol. Drugače pa se šole in vrtci za športne dneve, ki so lahko v sklopu projekta Veter v laseh, katerega izvajamo Športno unijo Slovenije, ali pa samo športni dan vrtca tega in tega, tudi že sami obračajo na nas. Tako da na začetku sem bolj kot ne jaz ponudila, da pridemo kaj izvest. Zdaj pa je na regijsko pisarno so prenesli tudi koordinacijo šolskih športnih tekmovanj in športa otrok in mladine, tako da dejansko gre to nekako z roko v roki. Ne, da dejansko mi pridemo tja, tudi vidimo, kaj počnejo in ponudimo kaj novega. Tako da zdaj, na primer, smo bili tudi na vezi z določenimi vrtci, da bi jim pokrili dodatni športni program. Ne jaz kot sekretarka, ampak v sodelovanju s športnimi društvi. Tako da bi oni prav svojimi športnimi panogami njim pokrili ta dodatni športni program in bomo videli, kako bo. Jaz mislim, da bo super. Ja. Kaj pa moji otroci najraje, recimo, kaj ti opažaš recimo tisti iz vrtca, pa recimo potem, ko odraščajo, malo starejši, osnovnošolci že? Misliš glede športa? Ja. Kaj najraje delajo, recimo? Zdaj tako. Zdaj jaz večina je tako projektov reč za to prvo triado. Za drugo triado imamo Koprski šport na dlani. Dejansko letos smo se prvič za eno šolo, to je šolo Škofije, dogovarjali, da bi izvedli en projekt tudi za starejše učence osnovne šole. Ker se mi zdi, da tako, tudi oni še rabijo malo vzpodbud in tako, ker ni nujno, da je vsak naš v neki športni panogi svoj prostor pod soncem. Lahko, da ga še bo, nikoli ni prepozno. Dajmo reči, da mlajši kot so otroci, manj spodbud rabijo, za se nekam priključiti. Starejši kot smo, ljudje, vedno več spodbud rabimo. Ne? Zato sem prej rekla, da jaz pozivam prav vse, ne skočijo v vodo in se kotalijo in skačejo v obroče. Zato, ker nekje notri se še vedno skriva ta radovedni otrok. Ste pa na Športni zvezi tudi sodelovali v projektu Zmigaj se do vadbe. Tudi. Kako ste bili zadovoljni s tem projektom? To je bilo namenjeno tistim, ki se v teoriji manj rekreirajo. Odrasli neaktivni populaciji. Tako. Ljudem, ki niso bili vključeni v nobene vadbene skupine, ki so neaktivni. Koliko časa že neaktivni? To pa ne vem, če je bilo kakšno merilo, iskreno povem, ampak verjetno, ne vem, zadnje pol leta, dajmo reči, imam pravilno informacijo v glavi. Te vadbe za Športno zvezo sem izvajala jaz in moram reči, da mi smo imeli termin 2-krat na teden ob 6:45 zjutraj. Zjutraj? Predslužba. Po celem letu, zato ker je pač to neaktivna gibalno populacija, ampak še vedno delovno aktivna. Tako da sem rekla, popoldanski termin je zelo težko dobiti. Srkanič gremo mi zjutraj. Tako bom rekla, termin je meni odličen bil. Mogoče se ga je težko navaditi za telovadbo, ampak vsaj jaz tem, ko zjutraj, ko telovadim, meni se zdi, da lahko osvojim cel svet in sem želela pač to svojo izkušnjo prenesti na svoje vadeče. Mislim, da mi je uspelo, zato ker jih večina nadaljuje z vadbo. Kaj ste počeli? Funkcionalno vadbo. Vadbo z utežmi, ne težkimi utežmi, res takimi, v bistvu bomo rekli, da smo razvijali vzdržljivost moči. Rezultati so bili vidni potem po celem letu? Ja. Ste imeli kakšno testiranje prej? Najprej testiranje na začetku, to testno baterijo Slofit in potem na koncu. Ampak, tako bom rekla, jaz sem jih opazovala od začetka do konca in meni najbolj pomemben dejavnik ni bilo to, koliko so oni napredovali v nekih številkah, ampak to, da so dejansko bili konsistentni, konstantni, da so se radi vračali, da so prišli tudi, ko je bilo težko, da so res sodelovali, so bili redni na vadbah. In tudi oni sami so poročali o spremembah. Ko fanti kot punce so bile? Mešano, v bistvu v naši skupini so prevladovale ženske, dekleta, smo imeli pač enega princa, je bil kar vodja skupine, smo mu potem rekli. Ampak ne, zelo, zelo lepa skupina in pač kot poročajo ljudje, večinoma je bil ta projekt zelo uspešen. In seveda sedaj se nadaljuje, mi na Športni zvezi pač nismo potem več kandidirali, zato ker imamo tudi veliko drugega dela. Ampak
sem zadovoljna. Res, zelo dober projekt. Koper športa še bo, je že bil? Še bo. Septembra. Kaj pripravljate? 26. Tukaj v centru Kopra? Ja, lani smo prvič to naredili pač v centru Kopra na Ukmarju, v taverni in na Karpačevem trgu. Letos bomo zagotovo to ponovili in še nadgradili, ker prva izvedba je vedno taka premierna, ne veš kaj pričakovati. Super je bilo, meni zelo všeč, seveda zopet smo to izvedli za podporo koprskih športnih društev in klubov, brez njih tega projekta ne bi bilo, ne glede na to, kdo si ga je zamislil, pripravil vso dokumentacijo, prijave in tako naprej. Lepo je bilo in letos imamo pač tako živemo v morju, potem Koper športa in jaz se že zelo veselim vsega tega. No. Ste pa tudi aktivni pri raznih podelitvah najboljšim športnikom, torej gledate z enim očesom tudi profesionalni šport. Tudi, oboje. Kako potekajo te priprave na podelitve, kako poteka izbor, s kom sodelujete pri tem? Ja, v bistvu je tako, da to je prireditev Športne zveze Koper in Mestne občine Koper. Športna zveza Koper za mestno občino pač pripravi izbor kandidatov. Mi pač pozovemo društva in posameznike, ne glede na to, ali so člani športne zveze ali niso, k oddaji najboljših rezultatov svojih športnikov. In potem imamo strokovni svet, ki na podlagi meril, ki so jih sestavili že pred časom, potem pač podeli nagrade. Je kar nekaj dela, je treba potem vse te rezultate izluščiti, kateri so upravičeni, kateri niso, ampak potem, ko se pride v to čudovito protokolarno dvorano Svetega Frančiška, je vse poplačano, dajmo reči. Veliko je pač pripomb, da je dvorana premajhna, se zavedamo tega. Imamo tudi v planu se premakniti nekam v večji prostor, da bomo lahko še več ljudi povabili, da bo lahko še več ljudi prišlo pospremiti svoje športnike, vnuke, otroke, znance, pač na ta krasen oder. Tako da prireditev je zelo uspešna, je lepa, ampak sigurno kot povsod obstajajo možnosti izboljšave. Tako da. Prej si že omenila dobro sodelovanje z občino. Vam grejo vse na roko? Kakšne so vaše zahteve sploh? Vse na roko nihče ne more iti, ker jaz vedno rečem, da tam, kjer je prostor za izboljšave, mora slišati tudi ne. Ker ta ne je motivacija, da še bolj pokažeš, kako dobro delaš, da se še bolj boriš. Ne? Zdaj, Mestna občina Koper je zelo velika mestna občina Koper. Šport je en segment te občine, ki res združuje v sebi, jaz rečem, ne samo šport, ampak tudi kulturo, vse, socialo. Je pomemben segment občine, bogati to našo občino, ampak občina mora pač zadovoljiti ne samo šport, vse. In to ni tako lahko delo, kot se zdi, dati vsakemu takšen del, kot si ga zasluži oziroma ga zahteva. Ne. Tako da. Ti sodeluješ tudi z različnimi zvezami po Sloveniji. Kakšne pogoje imamo tukaj v Kopru, če primerjaš? Tako bom rekla, v Kopru je lepo. Ja, zdaj ne bi rada primerjala z drugimi občinami. Jaz imam rada to, kar je domače, rada podpiram to, kar je domače. Kot sem rekla prej, vedno je prostor za izboljšave, za druge ideje, ampak dajmo reči, da imamo res, kar se infrastrukture tiče, super infrastrukturo, seveda lahko bi imeli še več infrastrukture, ampak ljudje se radi vračajo v naš kraj, tako da mislim, da to pove vse. Ne? Ja. Kateri je tvoj naslednji projekt? Kaj zdaj stremiš k čemu? Ali to več projektov hkrati pripravljaš? Je več projektov hkrati. Ja, v bistvu zdaj se pripravljamo na Hura, ki začne 13.7. Potekajo pač te pripravljalne obveznosti na to, je treba še veliko stvari postoriti. Ko Hura konča, bo čas za en kratek oddih, ki bo deloven. 7. kot sem rekla, avgusta je že uživamo v morju. Ko končamo uživamo v morju, se tako prevestimo v drugi termin Hura, prosti čas. Torej, ko končamo Hura, se potem, v bistvu že zdaj delam, obrazce izpolnjujemo za vse te projekte. Ko konča Hura, je tukaj Koper športa. Še predtem, pač to je v najbolj športnem mesecu v naši državi, september, mesec športa, imamo 23. september je dan slovenskega športa, mi imamo tukaj že tradicionalni projekt Koper športa, ki ga bomo še oplemenitili z drugimi dejavnostmi ob dnevu slovenskega športa. In potem imamo dneve športne rekreacije in tako naprej. Res je, tako kar pestro je. Res. Pa začenjamo potem zopet rekreacije za starejše, ki jih imamo, zdaj spomladanski del smo zaključili maja, jesenski del začenjamo septembra, oktobra. Tako da dela je ne za sproti, kakšenkrat v enem dnevu ne uspemo vsega narediti, ker vmes so sestanki, je operativa,
so intervjuji, kot danes, ne? Kakšna pot v Ljubljano in tako. Kdaj imaš čas potem zase kaj? Zelo zgodaj zjutraj. Zelo zgodaj zjutraj, ob 4 zjutraj greš, ne? Zelo zgodaj zjutraj, jaz rada zgodaj zjutraj vstajam, telovadim. Najlepše mi je še vedno, ne glede na to, koliko vadb sem izvedla do zdaj, telovaditi sama doma, to je čas zame, za mojo psiho, rada grem teč. Imam srečo, da moja hči ima rada šport, da smo ji nekako privzgojili to strast biti v dvorani, tako da mi se veliko družimo na športnih površinah, naše življenje v glavnini se vrti okoli športa. In tako mi je lepo, ko vidim, da ona dejansko podoživlja moje otroštvo in upam, da ji bo to dalo toliko, kot je dalo meni. Ker zagotovo delo, ki ga opravljam dobro tudi zaradi te izkušnje, ki jo imam od doma. Se še s čim ukvarjaš, poleg športa? Moram prav razmisliti. Bereš knjige mogoče? Zdaj sem si prav kupila eno knjigo, res, da jo bom prebrala čez poletje, ker želim tudi pač pri mojih hčeri vzpodbujati te vralne navade in pač vzgajamo z vzgledom, ne z besedami, tako da smo se zmenili, da ko greva na dopust, da morava v tem dopustu prebrati vsaj eno knjigo. In kakšna zvrst? Moja je bolj neke psihološke narave, dajmo reči. Tako, ja. Filme rade gledaš? Zelo. Imaš čas, serije? Zvečer. Dajmo reči, zelo zgodaj zvečer, se kdaj pogledam kakšno risanko širo, kakšen film, ki je primeren za obe, zelo rada imava obe znanstveno fantastiko. Tako, ja, v bistvu. Najboljši film? Moj? Ja. Moj smo rada te Maščevalce, Ironmana, tako. To. Te super enake? Ja, to imam zelo rada. Kaj glasbo, kaj poslušaš? Vse. Vse? Ja, moja playlista je široka, pestra, kakšenkrat še sama ne vem, kako lahko se to znajde vse na playlisti. Večinoma tako, poslušam dosti radio, no. Ja? Ja. Zraven, ne? Ja, pa še. Kaj sem tako vprašal, da je še hrano imaš, kaj imaš najraje za jesti? Hrano? Za piti, ja. Rada probavaš kakšne nove stvari? Ja, sem odprta, jaz za te hrane tudi rada kuham, ne, jaz zelo dobro kuham, čeprav zadnje čase zelo malo. Ampak dajmo reči, da pašta je kraljica, meso, pašta. Nisem jaz zbirčna, mi doma jemo vse. Vse. Razen vampov, to pa res ne. Si probala kdaj? Imam en slab spomin še iz otroštva in si ne želim jih probati. Kaj pa hči je probala? Kako? Hči je probala? Meni se zdi, da ne. Ne, zagotovo. Ne tako da, ja. Hči, kaj ima hči? Ne, mi smo taki vsejedci, jaz pravim, da je potrebna zmirnost, nisem proti ogljikovih hidratom, nisem preveč, kako se reče, obsedena, da moram vnesti dovolj beljakovin vase, ne, tako nekako, dajmo reči, da se prehranjujem. Od doma smo imeli treba vse in jaz to pač prenašam potem dalje. Rada hodiš na morje, rada tudi potuješ mogoče? Zelo rada hodim na morje, tudi rada potujem. Imam veliko srečo, da v bistvu niti ne toliko skupaj moje službe, kot pač z delom na določenih projektov, sem pač res preteklo leto videla en lep del sveta. Tako da, ja, je lepo iti, ampak najlepše je priti domov. In tako res imam rada dom. Kakšne imaš načrte za prihodnost? Osebne, mogoče športne zveze, kaj drugega? Načrti poslovni so vedno. V bistvu na zvezi smo kot podizvajalci sodelovali v enem lepem projektu evropskem Ice Hearts lani. V bistvu Športna unija Slovenije je bila partner tega projekta in tako da na športni zvezi imamo eno tako željo, da bi pač tudi mi dobili en evropski projekt. Šport, da bi ga delali, da bi lahko vključili športna društva in klube, ki so članice Športne zveze Koper, tako da se počasi začnemo premikati tudi bolj na ta evropski zemljevid, dajmo reči, ni tako enostavno, ampak počasi, mogoče pa bo, no, v bližnji prihodnosti. To. Osebno pa tako, jaz bi samo rada bila zdrava in potem je vse možno. Evo, Anja, prišla smo do konca. Najlepše hvala za zanimiv pogovor. Ja, hvala tebi za vabilo. Čim več uspešnih projektov še dalje in da ostaneš v športu, ne? Ja, hvala. Ker te Koper potrebuje, več kot očitno. Hvala, Andraž. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.